Razkrivamo podrobnosti še ene sodbe zoper predsednika Državnega zbora in šefa Resnice Zorana Stevanovića. Leta 2003, ko je bil še policist, je grozil osebi, da jo bo uničil in ustrelil. Je razvidno iz pravnomočne sodbe, ki smo jo pridobili v uredništvu. Kaj tokrat pravi Stevanović, ki je pred volitvami, kot vemo, zatrjeval, da nikoli ni bil pravnomočno obsojen? Rene Markič. To je sodba, iz katere je razvidno, da je bil aktualni predsednik Državnega zbora Zoran Stevanović, takrat še kot policist, oktobra 2004 obsojen zaradi povzročitve kaznivega dejanja. Gre za primer iz 30. maja 2003, ko je, tako sodba, ogrozil varnost ene osebe z resno grožnjo, da bo napadel njeno življenje. Kot piše v dokumentu, ki smo ga pridobili na podlagi zaprosila informacijskemu pooblaščencu, je zagrozil, da bo osebo uničil, poskrbel, da ne bo več vozil in da ga bo ustrelil. S tem pa je povzročil občutek strahu, saj je oseba grožnje, ker je Stevanović posedoval orožje, vzela resno. Zaradi povzročitve omenjenega kaznivega dejanja je bil obsojen na 150 tisoč takratnih tolarjev kazni in plačilo stroškov postopka. Obdolženec je storitev očitanega kaznivega dejanja sicer zanikal. Po pisanju se je zagovarjal, da nikakor ni res, da bi grozil, pač pa da se oseba očitno ni mogla sprijazniti s tem, da ga kot policist obravnava enako kot druge kršitelje. Navaja še, da gre za lažno prijavo in ovadbo. In če se Stevanović v preteklosti ni spomnil, komu je grozil, pa danes na Facebooku, zadeva, ki so mi jo nabijali skozi celotno kampanjo. Kaj sem počel pri 20 letih leta 2003? Se spomnite pikapolonice? Sem kdaj to tajil? Nekaj krepkih besed sem namenil človeku, ki je obvladoval vse sfere družbenega dogajanja v tem okolju, ker si je zaslužil, pa nepomembno, kar je, je. Za dodatna pojasnila Stevanović danes ni bil na voljo iz kabineta predsednika Državnega zbora, pa da gre za vprašanje, v katerem je v preteklosti že večkrat podal svoje stališče. Ker se njegova pojasnila v zvezi s tem niso spremenila, zadeve ne bo dodatno komentiral. Sodba, tako pravnik Miha Šepec, za Stevanovića nima velikih pravnih posledic. Ko to kazen prestane, ali je zdaj to denarna ali zaporna, je nekako odslužil svoj dolg družbi za kaznivo dejanje, ki ga je storil. Stevanović je v kampanji poudarjal: Vsi naši kandidati za funkcionarje bojo vedno lahko dostavili potrdila o nekaznovanosti. In čeprav je bil dvakrat obsojen, se kaznovanost v našem pravnem sistemu po določenem času izbriše. Torej, če posameznik da prosi, bo sodišče reklo, da ta posameznik ni kaznovan. Se mi pa zdi, da ko gre za politika, da javnost ima pravico vedeti malo več o njegovi preteklosti. To, da je nekdo bil obsojen, ker dejstvo pa je, da ta obsodba je nekoč bila, bi po mojem mnenju politik moral razkriti, ampak seveda pravno pa teh posledic te obsodbe ni več. Stevanović tega sam sicer ni nikoli razkril. V postopku pridobivanja sodbe se je zavzemal, da novinarji sodbe ne bi dobili. Gre sicer za drugo pravnomočno obsodbo Stevanovića. Zaradi poskusa kaznivega dejanja goljufije je bil na okrajnem sodišču v Kranju obsojen novembra 2008, sodba pa je postala pravnomočna 2010. Ob tem se vrstijo politični odzivi na našo objavo Aleš Hojs iz SDS-a na X-u, da bi morali novinarji preiskovati evropsko komisarko Marto Kos, ki je iz vrst SDS-a deležna obtožb o sodelovanju z nekdanjo Udbo. Zapis pa je objavil tudi premier Janša. Iz Levice so sporočili, da današnja razkritja predstavljajo dodatno potrditev, zakaj Stevanović ne bi smel opravljati funkcije predsednika Državnega zbora. SD-jev Luka Goršak pa nižje ne gre, ob čemer odgovornost za Stevanovićevo imenovanje pripisuje predvsem NSI in demokratom.